V knjižnicah se skriva na tisoče različnih knjig in kljub temu, da so telefoni in računalniki včasih bolj zanimivi, jim nekateri med vami ostajate zelo zvesti. V enem mesecu, če so približno takšne knjige, kar 10 jih preberem. V enem mesecu lahko rečem, da preberem eno knjigo, ker nisem zelo tak vesten bralec. Knjiga pa mora biti za branje tudi na pogled privlačna, da med vsemi na policiji izberete prav njo. Prvo pogledam, tale je pa v redu, pa jo vzamem, pa jo nesem domov, pa jo zvečer preberem. Če pa pač nisi, pa grem novo zbrat. Kaj piše na zadnji strani knjige, preberem, da vem, kakšna je približno vsebina in vem, o čem se govori knjiga. Za nadaljevanje branja pa mora biti zanimiva in zabavna tudi vsebina. Všeč so mi takšne knjige, ko so pustolovske, zanimive, napete, strašne. Take zanimive, malo fantastične knjige, ko v bistvu niso toliko predolge, recimo 600-700 strani, ampak bolj kratke. Mlade bralce skušajo v knjižnice pritegniti številnimi zanimivimi delavnicami. Tudi pravljične urice, res pa je, da najmlajše vabimo enkrat mesečno na ustvarjalne delavnice v knjižnico. Te delavnice so pa seveda povezane z branjem. Na takšni delavnici se rodi tudi ideja za slikanico. Ta govori o škratu Bukmandelcu, ki je včasih živel v rudniku in so mu rekli Perkmandelc. Na nesrečo so mu zaprli rudnik in si je mogel poiskati novo domovanje. Se je sprehajal po Trbovljah in iskal, kam bi naslonil svojo ritko, in je prišel v knjižnico. Bukmandelc je zdaj del trboveljske knjižnice. Del vaše knjižnice pa ste tudi vi, zato se jutri, ko ta praznuje, le odpravite tja po kakšno dobro knjigo.